NPZ-ji so bili relativno lahki. Vedel bom, kakšno je znanje, kako sem napredoval iz 6. razreda NPZ pa do zdaj. Res je, da dobijo povprečje, ampak se mi to povprečje ne zdi realno. Pri slovenščini pa pri etiki sta obe učilci spodbujali pa dali nasvete, na kaj smo pozorni. Tako da meni se zdi, da je njim to ful veliko pomenilo. Sem se pripravljala zato, ker sem želela pokazati svoje znanje, ki ga imam, in nisem želela, da mi slab dan pokvari rezultat. Na podlagi rezultatov nacionalnega preverjanja znanja je mogoče ugotoviti, katera snov vam gre bolje ali morda slabše. Med 6. in 9. razredom lahko tako še marsikaj popravite. Rezultati v prvih NPZ niso bili dobri, bili so tako bolj slabi. Potem sem se začel še bolj učiti in je zdaj boljše. V slovenščini smo ugotovili, da nam ne gredo ravno dobro glagoli ter zaimki. Da sem včasih površna, tako da sedaj sem bolj natančna kot ponavadi. V šolah dobijo obvestila o uspehu in dosežkih učencev v primerjavi z vso generacijo. Se sprejme neke ukrepe ali pa sklepe, s čim, kako lahko popravimo ali pa nadoknadimo tisto, v čemer so bili naši učenci šibki to leto. Na Državnem izpitnem centru pa ugotavljajo, da se ocene nacionalnega preverjanja precej razlikujejo od vaših siceršnjih šolskih ocen. Je včasih bila 3 pomenila dobro, v današnjih časih je dobiti oceno 3, je to že slabšalno. Slovenščina v 9. razredu ima več kot polovico zaključenih šolskih ocen 4-5. NPZ ima pa povprečen dosežek okrog 50% in potlej je to v bistvu šok. Gospod Zupanc pa doda, da bi se morali pogovarjati o kakovosti znanja in ne o številki.